Dober dan, lepo pozdravljeni, vam prinašam en pozdrav z Gorenjske, ki se kopa v soncu in so vrhovi gora zasneženi in čisto slogu tega filma, ampak je bil zastoj, zato nisem mogla priti na začetek. Z nami je gospod Bogdan Lipovšek, dolgoletni, zelo dolgoletni, mislim več kot 20 let, direktor hotela Union. V hotelu Union je bila pa, kje bi pa bila druge, premiera tega filma Grand Budapest hotel, letos zgodaj spomladi, oziroma še po zimi, skoraj takrat, ko je bila svetovna premiera, malo kasneje. In ta unionska dvorana, ki smo jo včasih poznali kot Kino Union, je bila neverjetno lepo prizorišče za predvajanje tega filma, tudi s temi kostimi oziroma garderobo, ki jo imajo uslužbenci oziroma strežno osebje tega hotela, je bilo čisto v slogu tega filma in na koncu so postregli tudi slaščice v slogu tega filma. Skratka, gospod Lipovšek je odličen gost za tale film. Ampak najprej, najprej ste si prebrali biografijo gospoda Lipovška, ki jo je dostavil za našo knjižico. Je dobro, če pogledate, ker tudi ta biografija, slog te biografije, kako bi rekla, je en tak štart v ta pogovor. Ampak najprej, en vtis, vaš vtis o tem filmu. Hvala lepa za najavo. Najprej, ker ti biografije ali CV-jo, zdelo se mi je tako malo abotno pisati, pa sem tvegal, da napišem CV v obliki pesmi. Tako malo za spremembo. Film je mene seveda, pravzaprav me ni navdušil, ne vidim nič posebnega na tem filmu, je pa seveda obrtniško izjemno dobro narejen in tisto, kar pravzaprav velikokrat od filma pričakujemo, da imamo dobro zabavo, pravi dobro gledljiv film, za dobro zgodbo, vmes so svoje kakšni vložki, ker se tisto streljanje, ti že malo na western spominja, pa na kakšen Indiana Jones tam, ki visi Gustav na tistim prepadom in tako naprej. Ampak kot celoti gledamo film, krasna zgodba, lepo teče, lepo gledljiv film in film, ki nas zabava, torej čas, ki ga prijetno preživimo gledanje tega filma. Ja, redko se vidi kakšen žanrsko tako raznovrsten film, ker je pravzaprav komedija, pa drama, pa kriminalka, pa, kako bi rekla, uprizorjeno je skoraj tako ponekod, kot da bi bil animirani film. In prebrala sem, da je Wes Anderson, režiser tega filma, pravzaprav skoraj ne morem verjeti, da je to res, ampak tako piše, sam v internetu tudi ni vse za verjeti, da je cel film najprej posnel z lutkami, kot animirani film. In jaz sem danes bolj gledala, kako zelo precizno je ta film narejen in res te priprave za snemanje so morali biti izjemne, ker je res tako precizen. Zelo natančne, to drži. Zelo natančne. Tudi dialogi so neverjetno izpeljani, skratka, ni površnosti. Ja, pa tudi te, naj se piše tudi na filmu, da je vsebina povzeta po motivih iz Cvajgovih del in tudi ti citati so tako nevsiljivo plasirani na en tak zelo fin način, ne vem, katera poezija je uporabljena v filmu, ampak vsekakor je zelo. Rekli ste, da se vam ne zdi nič posebnega. Meni se pa ravno zaradi tega zdi poseben, ker pod to lahkotnostjo, tem igrivostjo pravzaprav odpira
ene strašno temne stvari v družbi, take pretresljive, no, ki vemo, da so se dogajale in se dogajajo. In to se mi zdi zelo, kako bi rekla, prefinjeno. No, tema fašizma ali nacizma je seveda tukaj sporadično predstavljena v filmu, ampak vendar na tak slikovit način, ne? Človek se ustraši, zgrozi se. Posebej se zgrozi, ker situacije, ki jih doživljamo danes, niso tako daleč od tistih, ki so v filmu prikazane, ne? Sploh situacija krize 30 let, nastop potem fašizma in nacizma. In seveda ta nota, ki jo film, to sporočilo, ki jo film tudi daje, je pa seveda pravzaprav tudi opozorilo za danes. V tem smislu je zelo aktualen, ni samo posnetek neke zanimive zgodbe, ki se odvija v hotelu, ampak v hotelih se odvija mnogo zgodb. Veste, hoteli so spremljevalci mnogih zgodovinskih dogodkov, sploh izpostavljenih hotelih. Sej ta hotel, ne, je pravzaprav ena taka metafora družbe, strukture družbe, ne. In hoteli, taki močni hoteli, ne, imajo to lastnost. Kakšen je ta svet? Koliko se pravzaprav en ta svet, koliko je prikazan v tem filmu, kako je, recimo, koliko je realen tudi v nekem takem hotelu, kot je hotel Union, no? Je, še vedno je, samo žal to izginja. Z leti izginja ta šmej hotelski, postaja vse bolj to, kar se tudi imenuje v mednarodnem jeziku hotelska industrija, hotel industry. Zgublja malo ta pristen odnos, ki naj bi bil vsakokrat med gostom in vsakokratnim uslužbencem hotela. Jaz spadam seveda med tiste izjemne tradicionaliste, kar se tiče tako imenovanega hotelirstva. In nekaj tega v posameznih hotelih na tem svetu še obstaja. No, mi smo se trudili, vsaj koliko se je dalo, da bi Grand Hotel Union v Ljubljani malo te tradicionalnosti, te zgodovine. Moramo vedeti, da hotelski standardi so nastali pred približno 150 leti, ti moderni, in so se zelo, zelo malo spreminjali v tem času, kajti vedno gre tukaj za odnos osebja do gosta in gosta do osebja. No, ampak še me pravzaprav zanima ta notranja hierarhija, ker ta odnos do gosta je pravzaprav pač ima namen gost od gosta, čim več, ne. Seveda struktura notranje hierarhije obstaja, ampak tudi slučajno ni primerljiva tistemu, kar lahko vidimo v tem filmu danes, ne. Zdaj, jaz si zelo težko predstavljam, da bi imel svoje zaposlene pred sabo, jim dal dnevne naloge in potem jim prebral poezijo. Verjetno bi mislil, da se mi je malo zmeša, nekaj podobnega. Jaz sem poskušal nekatere druge stvari, pravzaprav bolj moderne, kajti ta povezanost različnih struktur v hotelu je zelo pomembna za delovanje hotela. Vse je zelo pomembno. Sicer je to za vsak hotel velja, da je pravzaprav ni samo, ne vem, ekonomski ali pa pravni sistem, je preveč en zelo kompleksen socialni sistem. To je od natakarjev, kuharic, sobaric in tako naprej. To mora vse funkcionirati in to mora biti povezano. In tudi komunikacija med zaposlenimi od vrha na zdolj, mora biti primerna. In to sem se tudi trudil, da bi bila primerna. Zaradi tega, ker če je komunikacija med zaposlenimi neprimerna, potem nikakor ne bo primerna tudi do gosta. Zaradi tega, ker se določeni vzorci potem na hitro prenesejo tudi potem v službeni del. Seveda, tako kot pa vidimo v tem filmu, to pa že sodi v zgodovino. Tega pa jaz ne poznam, tudi ne v teh tradicionalnih hotelih, kot so Vierjahreszeit in podobni. Veste, niti Adlon v Berlinu ni več na tem nivoju. Ampak to je verjetno pač nekaj, kar se zgublja počasi za tudi drugačno strukturo družbe, drugimi odnosi tudi v družbi. Recimo, kdo pa bi bil v enem takem hotelu dobrem, zdaj
pandan temu Monsieur Gustave. On je receptor, ne? V bistvu. Ja, ne, on ni receptor. On je, danes bi rekli, tudi več kot konsjerž. Tudi več kot... Zdaj, v tem jeziku hotelskem se uporablja v glavnem angleška poimenovanja, in to bi bil tako recimo direktor hotela, operativni direktor hotela, bi temu rekli danes, ali pa recimo residential manager je to v angleščini. Njegova naloga je bistveno večja kot samo recepcijo, on pokriva kuhinjo, strežbo, recepcijo, kompletno, ste videli tudi organizacijo, natančno ve in odredi, kam je treba kaj postaviti, kdo mora kje staviti, kako poteka protokol in tako. Direktor hotela, recimo, to ste bili? Ja, jaz sem bil, deloma, jaz sem to funkcijo zelo rad upravljal. Ja. Jaz sem imel sicer še kolega, ki je poskrbel za te operativne zadeve, kot so napisati urnike, kdaj kdo pride v službo, kdaj odide in tako naprej. S tem konkretno se jaz nisem ukvarjal. Z ostalim pa ja, torej jaz sem tudi sam osebno sprejel veliko gostov. Ravno zaradi tega, ker veste, pri vseh teh protokolarnih gostih se pravzaprav državni protokol neha na vratih hotela. Od hotela naprej velja popolnoma drug protokol. To je protokol, ker imate pred sabo ljudi, ki so bili pred vrati hotela. Kralji, kraljice, predsedniki in tako naprej. V hotelu so pa gosti in povsem normalni ljudje s svojimi potrebami in željami. In te je treba znati zadovoljiti, tudi vedeti, kaj so te njihove potrebe in želje. In pa seveda tisto, kar je najvažnejše, pri tem je pa svoja diskretnost. Kajti mi v hotelu smo zvedeli in opazili marsikakšno stvar. Tako, kot lahko recimo zdaj povedal, kraljevski par in z mojim kolegom Otto je imel njegov butler precejšnje težave, preden sta stopila v zelo sproščen razgovor. Ker je bilo to poleti, je Otto rekel, da bo prekršil vse te protokole in ko je samo ponudil pijačo in ko je rekel, samo hladno vodo, prosim, in mi je Otto privedel, da ne bo bilo vse skupaj vsega dovolj in je rekel, jaz bom spil hladno pivo in seveda sem naročil hladno pivo, no, gospodu Butlerju so se svetili oči in je takoj zatem tudi on naročil za pivo in prišel zelo hitro z besedo na dan. Ta monarh evropski se nikoli v javnosti ne pokaže z tobakom ali alkoholom. Je pa strasten kadilec cigar in pivec žganih pijač, konjakov, viskov in podobne zadeve. Z kozarcem penine se pojavi recimo samo v javnosti na kakšnih sprejemih ali nekaj podobnega. No seveda, ko to zveste, potem za to poskrbite. Ampak ni pa ravno na nas, da bi to objavljali in spuščali te informacije v rumeni tisk ali kaj podobnega. S tem bi seveda naredili velik prekršek. In potem, ko je ta delegacija potem na hitro prišla iz enega obiska z Brda, potem naprej mislim na predsedstvo, je bil ta monarh do take mere utrujen, da je potreboval nekoliko počitka. No, potem, ko je naša gospa Senada prišla pospraviti, tole tako kar neko delovno sobo, ki je bila urejena tam za njihov hotelo, smo ugotovili, da ima je zelo pasov domača naša veljamovka, ki smo jo tudi ponudili, in pa seveda jaz sem s Koroške prinesel črničevc, to je žganje skuhano iz borovnic, ne namočeno iz borovnic. Steklenico tega žganja je potem tudi gospod si želel seboj in ga je tudi dobil spoko izvedel, zakaj gre, in v pepelniku sta bile na pol pokajeni cigari. Da sta si z Butlerjem oba dva prvošla. Hotel ima polno takih zgodb in te ostajajo potem javnosti v glavnem prikrite in je tudi prav tako. No, vse tak hotel, kot je ta hotel, ki smo ga gledali v filmu, najbrž to itak živi samo v spominih, najbrž nikoli v realnosti kot tak ni funkcioniral. Tudi na koncu filma je ta stavek, ko pravi Mustafa, pravi, kako je Gustav, kako je umrl in prav, ta svet je umrl,
še predno je on stopil v ta hotel, ne, to se pravi, pa tudi ta aluzija na včerajšnji svet od Zweig'a, ne, je tukaj prav na koncu. Meni je bilo v teh dialogih zelo zanimivo, kako je ta lik bil speljan Gustava, ne. Namreč, kako počasi smo dojemali, da je on pravzaprav s to svojo etiketo, s to svojo, ki je pa v hotelu zelo pomembna, s to svojo vljudnostjo, ki je naučena, ampak je tudi nekaj globjega, kako je s to ljubeznivostjo on pravzaprav uničeval svoje nasprotnike ljudi, ne? Kako je on s tem prosperiral in kako je seveda zaradi tega, ko je prišlo do tega trka z neko ideologijo, ki pa je nepopustljiva, kako je zaradi tega tudi propadel, ne? Zato so njega ustrelili, ker se je postavil v bran svojemu varovancu, ne? Ki ga je prepričal s tem, ker je bil begunc. Torej, to drži, to je res. Globoko humano sporočilo. To ja, to je seveda tudi to, vendar, če gremo zdaj nazaj na njegov način obračanja, tudi z zaposlenim, tukaj pa ni ta pa zadeva, pa seveda tudi deloma zgeneva, vendar se mi zdi, da se počasi poskušamo vrniti nazaj tudi v vseh hotelskih standardih, ki jih pišemo zdaj. Ne? Jaz sem, na primer, se ves čas z vsemi svojimi sodelavci vikal. Ne zaradi tega, da bi tukaj hotel spostaviti neko vzvišeno distanco, ampak neko distanco, ki mora vladati tudi med zaposlenimi v hotelu. Seveda se nekateri zaposleni med seboj niso vikali in se ne bojo. To bi bilo izumetničeno, bi bilo nenormalno in nenaravno bi to bilo, če bi bilo tako. Ne? Vendar je potrebno nek status in stanje obdržati. Jaz sem tudi marsikdaj spodrsno, da sem dvignil glas, celo zakričal. To je bil vedno moj poraz. Vedno je bilo bolje včasih tudi, kot vidimo tudi v filmu pri Gustavu, z neko cinično vljudnostjo, ne? Ali pa tudi z nekim, rečemo tam, intelektualno zafrkljivostjo stvari opraviti in seveda obdržati ta status in to distanco. Kar se pa tiče seveda same note, te humanistične, je pa seveda to, da je premalokrat poudarjeno in premalokrat se spominjamo, torej ne na to, kar smo doživeli, ampak da smo vsaj nekateri izmed nas rojeni relativno hitro po drugi svetovni vojni in da so nam nekatere stvari fašizma in nacizma neverjetno prezentne še in znane, ker smo ga podoživljali z pripovedovanja ljudi, ki so to doživljali. In ko se je začela recimo vojna v Jugoslaviji, sem bil prepričan, da vojne v Bosni ne more biti. Iz preprostega razloga, ker sem bil prepričan, da so ti spomini grozljivi, tako živi na ta fašizem in nacizem, govorimo zdaj o fašizmih vseh vrst in oblika, ne? Tako živi, da pravzaprav do tega ne more priti, ne? In vidite, kako sem se zmotil in kakšen naivni zmoti sem bil, tam so se zgodile najhujše stvari in vsako sporočilo, ne? Nas vedno znova opozarja, da je treba biti previden in pozoren in koncev temu se upreti. Gustav je plačal svoj upor s svojim življenjem. No, te aluzije na fašizem so več kot aluzije, ne, tudi razni znaki, ne, so tako kot kljukasti križ. Zanimivo je tudi ime te državice, ne, srednjeevropska država je to, Zubrovka. Zubrovka je pa zelo cenjena poljska vodka, ne. Tako da takih, kako bi rekla, aluzij pa referenc je v tem filmu ogromno, ne, vseh. Mislim, da so se pri pisanju scenarija in dialogov, da so se ti avtorji zelo zabavali in so vedeli, da ne bomo vsega tega pravzaprav znali razumeti, ampak oni so imeli sigurno veliko veselja s tem, ko so to pisali. Dramaturgija tega filma je tudi zanimiva, ne? Zelo pravzaprav prozorna, ne, s temi
s tem okvirjem, s pisateljem, potem nekimi krogi, kjer se vrača na začetek, pa se zgodba razvija v takih špiralah. In vizualno, to ste gotovo opazili, to je pa skoraj dosledno je upoštevano oziroma pravilo simetrije. Ves čas je kamera frontalno in je leva stran zrcalna slika desne polovice ekrana. Tega pa jaz nisem pazil, pustite. To moram biti bolj strokovnjak, seveda. Danes so se bolj takim stvarem posvečala pa na velikem ekranu, veste, tega tudi danes niste videli, sveže na velikem ekranu, tako da velik ekran prinese taka. Praktično vse slike so tako centralno, kamera centralno, leva, desna, skoraj zrcalna slika. Ti prostori sami seveda tega hotela tudi to ponujajo. Ekipa, ko so snemali, je ves čas bila v tem hotelu nameščena, to je Wes Anderson zahteval, zaradi tega, da bi začutili tega duha. Šminka in garderoba je bila urejena v spodnjih prostorih. Največ so se ukvarjali s šminko Madame D, ker je vendar to mlajša, zelo lepa igralka, ki je pač igrala toliko starejšo gospo. Tle je ogromno v tem filmu enih res velikih veščin. Ne vem, a me je ta vožnja danes Gorenjske tako spravila, da kar sam jaz govorim zelo veliko. In vas vabim, da še kdo kaj pove kakšno svojo misel, ki odkriva te globine tega filma, ki so vendar. A se je kdo drug javil? Če ne bom jaz ta let prebila iz globin pa šla, ampak ne bom govorila o globinah tega filma, bi pa rada povedala nekaj, kar morda današnji obiskovalci filma ne vejo. Lepo bi pozdravila v našem kinu gospoda Lipovška in sem zelo vesela, da se bomo še enkrat priložnost zahvaliti za nekaj, kar smo v tem filmu skupaj naredili, Kinodvor in Grand Hotel Union. Namreč zgodba gre tako, bom jo probala zelo na kratko povedati. Ta film prihaja iz studijev, torej ponavadi iz studijev filmi, ko pridejo v Slovenijo, končajo v velikih kinematografih, ker rabijo veliko prostora in veliko obiskovalcev. Pri tem filmu pa ni bilo tako. Odločili so se, da ga ne bojo dali v velike kinematografe in smo ga v Kinodvoru želeli na vsak način pripeljati v Slovenijo. Zato smo poskušali okoli njega narediti en poseben dogodek in jih s tem prepričati, da ga v Slovenijo vendarle pripeljejo. In tako smo se v letu kina, ko praznujemo zgodovino kina in filma, najavili pre gospodu Lipovšku in zaprosili za to, da bi imeli predpremiero filma v Grand Hotelu Union. In res smo jo skupaj naredili. Jaz mislim, da je bil to za vse nas eden najlepših dogodkov, vsaj v teh 5 letih mestnega kina. Sodelovali smo z hotelsko ekipo in skupaj v bistvu naredili tudi nekaj takih, bom rekla, biserov. Oblekli smo se v hotelsko osebje, ne samo torej pravo hotelsko osebje, ampak skupaj z našimi biljeterji in delali razne stvari. Zaključek te zgodbe je to, da so o tem, seveda smo obvestili tudi ta veliki Fox studio in so nam k temu čestitali, ne samo, da so seveda privolili k temu, da film pošljejo v Slovenijo, ampak so ta dogodek posredovali tudi drugim kot primer izjemne prakse. Tako da to sem želela povedati, ker verjetno to ni prišlo vse med ljudi in se ob tem še enkrat zahvaliti. Ta lep dogodek sem pa doživela pred kratkim še enkrat in sicer na potovanju kratkem po Dolomitih. Tam je namreč, ko se dvignete mimo Cortine, Tampeco, proti Toblahu, torej na tisto mejo italijansko-avstrijsko, je ene par hotelov, ki izgledajo kot Grand Hotel Budapest
dejansko so še odprti, ampak noter ni nikogar. Jaz sem šla noter, poskušala sem najti WC, nisem ga našla in izgledalo, kot da je zapuščeno, ampak je bil odprt. In res sem doživela ta duh tega hotela, tako da enkrat bi se rada v miru še tja vrnila in se pogledala, kako ali ti hoteli res delujejo ali ne in kako, ker so ogromni, ampak do zunaj izgledajo kot Budapest hotel. Tako da toliko, no. Hvala. Ja, hvala lepa. Mi smo seveda z velikim veseljem sodelovali pri tej primeri tega filma. Zame ni bilo nobena težava. To sem v trenutku, ko mi je ekipa z Kina Dvor predstavila projekt, se mi je zdelo ne samo, da ga moramo, ampak da verjetno v Hotel Union pravzaprav edino, tako če rečem, pa še sodi tja. To je to in pa seveda osebje naše je pa normalno tako oblečeno. Ravno zaradi tega, ker smo hoteli ohraniti nekaj tega, kar se reče institucija in tudi v filmu imamo, ker ta Fanzero, ki ga vpraša, zakaj bi rad bil ali portir, ali boj, nekaj tega, ali ne bi to koncierž, on pravi, because is institution, je institucija in taka hotelska institucija v Sloveniji je Hotel Union. Kaj se bo zdaj, kakšna bo njegova nadaljna usoda, žal ne vem. Ampak seveda z institucijami, kot so take arhitekturne zgradbe, kot je Hotel Union, tako pomembne samo po svoje gospodarske dejavnosti, tudi po dogodkih. Zaznamuje celo Secesijsko cesto, od Tromostovja do železniške postaje. S takim narodnim blagom pač ne ravnate brezbrižno. Tako da tu je zdaj res težava, kaj se lahko naredi. Namreč, ko smo hoteli rekli, dobra je institucija, tu taka institucija mora seveda imeti tudi osebje primerno oblečeno. In ko smo najprej obnovili stari Grand Hotel Union, ki je bil v zelo slabem stanju, kasneje še dvorano. Dvorana, kot veste, je bila v lasti ljubljanskih kinematografov. Ni pa bilo vedno tako in sicer do 27. oktobra leta 1953 je bila dvorana še v lasti Grand Hotela Union, čeprav so se že pred drugo svetovno vojno, pa tudi po njej, predvajali filmi o njej. Ampak 27. oktobra, da bo kmalu obletnica, 1953 pa se pojavi dokument Federativne narodne republike Slovenije z tekstom Dvorana Union se odvzame Hotelu Union in doda ljubljanskim kinematografom. Zoper to odločbo ni pritožbe, smrt fašizmu, svojo narodu, Miha Marinko. To dokument, upam, da ga v hotelu še hranijo, en važen dokument za zgodovino hotela in za zgodovino tistega časa. Seveda, vračanje dvorane nazaj je trajalo nekoliko dalj časa in bilo nekoliko bolj komplicirano, tudi dražje seveda. Ampak potem, ko smo po Vansačevih načrtih, ki smo jo našli v mestnem arhivu, obnovili še dvorano takšna, kot je bila, je bilo treba tudi ljudi obleči, zaposlene obleči in tu nam je pa priskočil na pomoč Alan Hranitelj. In kot vidite, so uniforme zelo podobne, seveda je vedel, kje črpa. Ja. Kot vidite film in pa, če ste jih videli na primeri, to ni bilo povlečeno iz nekega fundusa, kakšnega gledališča ali radija, oziroma televizije, ampak so to uniforme, ki jih nosijo radio hotela. V tej opremi hotela Budapest, Grand Hotela, se tudi vidi, kako deluje čas in družbene spremembe, kako se je spreminjala ta oprema na koncu. In Union je tudi doživljal take stvari, da so ven pometali stole, so tisto fino opremo, pa neke modernistične. Torej, prelepe opreme, ki jo je imel hotel Secesijske, je nekaj ostalo zelo malo. Poskušali smo potem smo nekaj še dobiti, nekaj smo lahko pridobili, še na trgu večina stvari ne. Moram reči, da je bil nekoč tam zaposlen en gospod, ki je zelo natančno vedel za vrednost posameznih zadevšin
in jih z dovoljenjem delavskega sveta tudi kupovali. In on je imel vse to spravljeno. In ko sem se pogovarjal z njim, je rekel, veste, jaz sem vedel, enega lepega dne bo prišel nekdo k meni. Rekel, ampak gledajte, jaz sem imel dovoljenje in jaz sem to vse plačal. Seveda je del takratnega vodstva, pa ne bi hotel zdaj kritizirati v nekem nobenem smislu, ampak rekel, pa dajmo mi te stare, mislim, kaj imamo s tem starim pohištvom in tako naprej. Ne. In tako je mnogo teh stvari bilo uničenih, ali pa so jih zbiralci odnesli, legalno ali ilegalno. Tako da tega seveda žal ni veliko ostalo v hotelu. Seveda, kje smo ostali? Ja, pri tem, kako se spreminja v času. Prosim. Meni se ta pogovor in tudi ob gledanju filma dotakne to minljivosti časa in nostalgije. Praktično vse, kar mine, v določenem času se bi radi vrnili nazaj, bi radi nekako podoživeli to, kar je bilo, in to tudi zdaj slišimo, kako je nekdo ta inventar star zbiral. Tudi recimo v pogovoru je gospod rekel, da hranitelj je njihova uniforma. Skratka, ta nota dodajanja, pa tudi v filmu se prepleta to levo, desno ste rekla, ampak tudi recimo vzhod-zahod, ko on reče, en prijatelj je zahod, en z vzhoda. To prepletanje, to nenehno vračanje nečemu preživete, hkrati potreba po novem in nuja po novem. Jaz sem to zaslutila v tem filmu, ko govori, ko se ona dva pogovarjata. In tudi na koncu, ko reče ta Butler, to je vse za Agato. Ljubezen, tudi na nek način, da se zdaj posliša vse. Ljubezen potem... Ljubezen je tisto, tudi recimo poezija. On je recimo človek, ki če ugodi vsakemu, ampak ostane svoj, vrš čas. Jaz sem tako doživela film in tudi se res ni kaj dosti napovedati o tem filmu, ni pretresljiv. Ampak da mislim, da je denar na eni strani, ki pohujša stvari, denar in fašizem, da recimo današnji čas ima s temi korporacijami enako potrebo po obvladovanju prostora in ljudi. Tako je vedno bilo, samo v drugačni obliki. Tako sem jaz doživela ta film. Vse se nekaj vprašam v zvezi s dvorano. Če se spomnim iz svojih dijaških in študentovskih let, čeprav je bil to uradno kino, mi smo tja hodili na velike koncerte. Jaz se spomnim, da smo noter gledali Henrya Čeringa, da je bil noter Kita Kodebak, smo ga šli gledati, da je bil noter Glenn Miller. Čeprav se spomnim, karte smo kupovali v Filharmoniji, smo celo v tistih vrstah zdravili tiste drogerije, ne, delikatese Ham, ker so bile zmeri vrste, ampak to je bilo v Unijo. Kako, ali je se to sposojala Filharmonija za te trgovke, kako je to zašlo zdaj, ko ste ravno omenjali, da je to spada uradno tudi pod kino, ne pod hotel, kako je, če veste, zakaj so bile te velike stvari zaradi tega, ker je Unionska dvorana tudi za koncerte enako, če ne bolj primerna kot sama dvorana Slovenske filharmonije. In to je bil tudi eden izmed izzivov pri obnovi. Kajti v začetku je Vansaš planiral dvorano kot gostinski prostor za večje prireditve, ampak tudi kot koncertni in družabni prostor.
Se pravi, da imel neko obliko multifunkcionalnosti. In ko smo se borili za to, da dvorano dobimo nazaj, Grand Hotel Union, ljubljanskih kinematografov, je bil eden največjih nasprotnikov vračanja te dvorane gospod Mitja Rotovnik. Seveda je imel on tudi svoje plane, popolnoma legalne, nič ni bilo narobe z tem. Predvsem pa je opozarjal na to, da je dvorana vedno bila tudi koncertna dvorana in da če bi prišla pod okrilje hotela, bi kot koncertna dvorana izginila. To pa ni bil moj namen že od vsega začetka, ne, ampak tudi, da se odpre kot koncertna dvorana. In potem je nastopila grožnja, da gre za eno najbolj akustičnih dvoran, ki jih imamo v Sloveniji in da z to preurejanjem se lahko ta akustika skvari. Zdaj, jaz nisem vedel, koliko je to zgodbe o akustiki, koliko so to seveda fame in koliko to resnično drži. Ampak, da bi to samo bila fama, je bilo popolnoma jasno, da ne. Dvorana ima svojo posebno, specifično, naravno akustiko. Nekaj sigurno tako veliki, kot je bil Čering, nikoli ne bi nastopal v dvorani, ki ne bi odgovarjala violini. Natanko tako, zato pa je bil to posebni izziv, kaj zdaj narediti pri tej obnovi, kajti če želite imeti tudi kongresno dvorano, rabite zaradi varnosti v primeru požara več vhodov in izhodov in ti morajo biti nekoliko celo širši, kot so bili obstoječi. Kaj zdaj? Če temu zadovoljimo, ali porušimo akustiko ali ne. To je bila resna dilema, ker vsota denarja, ki je bil namenjena in ki ga je Union sam pridelal, ni bila majhna. In si lahko predstavljate, če v tej bitki dobite dvorano nazaj, potem pa zašuštrate izjemno akustiko, potem verjetno bolj, da se gre selite iz Ljubljane, ne? Ker težko greste po cesti, ne, da bi tudi upravičeno letele name kakšne opaske. Ampak zato ta problem smo rešili na način, ki je pravzaprav tudi nenavaden in kaže na to, kakšna institucija je lahko hotel, tudi Grand Hotel Union. In to, da smo dobili iz Nemčije gospoda Müllerja, meni samo spomnim ime, to je eden največjih strokovnjakov za akustiko na svetu, med drugim recimo popravljal akustiko v Sydneyski operi, ki je bila nekoliko zgrešena zaradi spora med arhitekti. In je prišel tja in to zelo dobro in kvalitetno uredil. Zdaj, kako smo prišli do njega po nekih zelo osebnih kontaktih in vezah. Marjana Lipovšek je moja sestrična in jaz sem vprašal Marjana, poslušaj, mi imamo to in to težavo, prav jaz ti bom zrihtala profesorja Müllerja. In kako je to izgledalo, resnično je prišel. In ko je slišal, kaj menimo narediti, najprej smo se seveda dobili v Münchnu. Spoznali smo se tako, da smo načrte dvorane poslali že naprej in kako se bomo srečali, tako kot v starih časih. Rekel, jaz bom pred knjigarno Hugendubel in bom imel vaše načrte pod roko. Tako smo se tudi spoznali. In ko je gledal to, je rekel, to je ena krasna sesijska zgradba, vsaj kolikor jaz vidim po načrtih in pravi, mi smo se odločili, ta ena skupina teh akustikov v Münchnu, da bomo sodelovali pri tej vaši prenovi. Tukaj pa je bil en problem, namreč koliko tak človek stane. In zdaj najprej se mi je zdelo zelo nevljudno na tem prvem srečanju govoriti o denarju, ampak prej ali kasneje pride do teh umazanih podrobnosti. Ne? In mislim, da na tretjem sestanku in na kosilu tukaj v Ljubljani sem jaz rekel, gospod profesor, na koncu moramo priti tudi do takih malo bolj nenavadnih ali neprijetnih zadev, še to je, pogovoriti se moramo o denarju. Rekel, ja, seveda se moramo priti o denarju. Prav, veste, kaj mi bomo malo premislili to celo zadevo, kaj moramo tukaj narediti in storiti in v roku enega tedna dobite naš odgovor. V odgovor je prišel pogodba in cena, ker sem jaz si pogledal, nisem vedel, kaj naj s to ceno naredim, ker ta cena ni bila v redu. Če bi dal eno ničlo zadnje, mi je bila preveč, ena enka spredi mi ni nikakor šla. Namreč ta gospod
Miller je računal, Heinz Miller je računal za kompletno projekt akustike Grand Hotela Union 35.000 mark. To je napitnina za tak posel. In jaz sem bil šokiran, ko sem to videl in ko sva se srečala, sem rekel, jaz vas moram vprašati na zelo neprofesionalno vprašanje. Meni se zdi to zelo, zelo malo. Rekel, no, jaz vam dal neprofesionalno odgovor. Mi smo gledali to zadevo in moja kolegica, ki je delala potem tudi z njim, smo rekli, pa tam zgleda, da imajo se entuzijasti in hočejo nekaj narediti, vedeli smo, da ste omejeni z denarjem, pa smo rekli, a naredimo mi za to ceno, da pokrijemo svoje stroške. In so kolegi rekli, gospod profesor, bomo naredili. In so. Ja. In to so stvari, ki mi grejo po glavi že 60 let. Kompliment, gospa, kompliment. Če vam grejo te stvari že 60 let po glavi. Zdaj se dosti, če da bi spomnito in pogovarjamo o tem, kaj smo, kdaj noter gledali. Ker na plese pa nismo hodili, nismo imeli. Če se spomnim, so bili veliki plesi noter, pa se je govoril, da pa se je dvakrat preoblekla, tam trikrat. To se je pač tudi med študenterijo širili, kam hodili pa nismo, ampak na koncerte smo pa. Tako. Hvala. Izvolite. Jaz bi pa rekla, da ta film sploh nisem doživela kot komedijo, ampak bolj satirano ali pa na nek čas, neko bi rekla sliko na nek čas. Pravzaprav nasmejati se nisem mogla niti tistim dogodkom res komičnim, ki se mi sploh niso zdeli realni, ker to je pač tako v današnjih filmih najdemo komedija. Ampak jaz se nisem mogla nasmejati. Opazila sem res hotel kot neko, recimo, en skupek bogatstva, razkošja. Potem tista slika me je zelo všeč, moram reči, veček z jabolkom, mi je ostala še dolgo spominu. In pa bolj sem sledila zgodbi, bolj sem jo opisala in ta pozitivni značaj tega glavnega igralca, ki je pač glavno vlogo v tem filmu. In ne vem, za konec bi rekla, bolj sem šla žalostna ven kot sproščena, vesela, zadovoljna, ker v bistvu me je bolj pritegnila ta zgodba, značaj od ljudi. So da te nekateri prizori so zame tudi strašni. S temi prsti, s to glavo, tako težko sem prenesla, čeprav sem. Zdi se mi pa to, da je posebno to mi je pa nekako za konc, nekako užalostilo, da se ti časi vedno ponavljajo. Da ta čas, ki si začel 1800, pa ne vem kjera, da se nadaljuje tudi v 2014. Ne vidim preveč optimistične. Ja, zelo je ta odnos, ta lik Mustafe, pa to begunstvo, pa to, to je tako, tisti dialog krasen, prav, ki mu učita, kje si mogel to odepanaš pozabiti, odkot si sploh prišel, pa zakaj si sploh prišel v tak hotel, pa mali prav zaradi vojne. Potem se mu globoko pokloni in opraviči, kako je mogel to prezreti, to strašno stvar. Prelek ste o zgodovini hotela Union govorili, sem se spomnila, vi ko ste pa to vedeli, ene legende,
omenili ste Cankarjev dom, da je pravzaprav Cankarjev dom, do zidave Cankarjevega doma sploh prišlo zaradi tega, ker je bil neki partijski kongres v hotelu kina, to se pravi v kinu Union, tam v tisti dvorani. Takrat je bila ta dvorana že bedna in baje je bil Tito, gost tudi tega kongresa, in da je prišel in je rekel, a Slovenci še zmer niste zgradili ene spodobne dvorane, in da se je potem to, a ste vi kaj slišali? Ja, te zgodbe sem jaz slišal, da je Cankarjev dom posledica rečemo zaprašenosti ali pa smo že obrabljenosti dvorane. 75, 76, takrat je enkrat. Ne, ta kongres mislim, da je bil že prej in sicer isto, to mislim, da je v začetku 60-ih let, takrat, ko je bilo narejeno tudi gospodarsko razstavišče. Predtem je bil tudi nek dogodek partijski, zdaj ni bil ravno kongres, ali pa je bil slovenski kongres, ne pa jugoslovanski, nekaj podobnega. In to je bilo takrat že rečeno, da je pač dvorana potrebna precejšnje prenove. No, potem so zgradili najprej gospodarsko razstavišče, potem pa še Cankarjev dom. In ne vidim v tem, da slabega. Union je prišel malo kasneje na vrsto za obnovo, ampak je, končno je. Tudi v tem liku Mustafe, ki je meni zelo nekako topel in tako bogat se mi zdi, je zelo viden to, kako je ta denar, ne, to, kar rečemo denar, kako je to nekaj pravzaprav minljivega, nepomembnega, kako se te lastniške strukture, kako se menja, in on na koncev, ki je toliko veliko bogatstvo podedoval in tako naprej, na koncev obdrži ta hotel, ki sploh ni profitabilen, obdrži ga pa samo zaradi spomina na svojo ljubljeno Agato. Kako je pa zdaj s temi lastniškimi? Sej vi kot direktor hotela ste bili tudi ne v lastniški strukturi udeleženi. Kako je zdaj s temi, če ni to eno področje, kam želite? Ne, sploh ne. Sploh ne, nasprotno želim. V povezavi prosim z vašo biografijo. Da je tudi spal, še vedno v isti podstrešni sobici. To je to. Ja, to je pač, veste, veličina ljudi, ki jim te veličine ne omaja tudi ne denar. Pritlehne ljudi denar seveda pripravi potem do brutalnih dejanj. Zdaj, kar se tiče lastništva Grand Hotela Union, je zadeva pač taka, to je bila družbena lastnina. Čeprav morda je zanimivo že v sam začetek poseč nastanka Uniona. Fascinantno je, da je Grand Hotel Union nastal kot skupen projekt klerikalne in liberalne struje v Ljubljani. To je premalokrat poudarjeno ob vseh teh cepitvah, ki smo jih deležni tudi danes ali pa danes še prav posebej. Namreč klerikalni del je imel denar, liberalni del je bil pa na oblasti v mestu župan Ivan Hribar. In gospod Gregorič, podjetnik, bogat podjetnik, je podprl župana Hribarja v njegovih idejah, ki jih opisuje tudi v spominih, da bi morali zgraditi dober hotel v Ljubljani, nov hotel v Ljubljani za pospeševanje tujskega turizma. Natanko to piše tudi Hribar v svojih spominih. Tu je našel izjemnega sogovornika v gospodu Gregoriču, ki je financiral cel projekt po začetku. Financirali so ga pa tudi frančiškani. Tako da v prvotni delniški knjigi imamo mnogo frančiškanov in mnogo katoliških duhovnikov, ki so solastniki Grand Hotela Union, takrat delniške družbe. No, pozneje to postaja družbena lastnina, potem pridemo pa zopet do lastninjena, in tukaj je bilo pa, to lastninjenje je bilo pa relativno enostavno. Zakaj je bilo relativno enostavno? Zaradi tega, ker ni bilo potomcev tiste klerikalne strani, ali pa vsaj, če so bili, se niso javili. Tako da so pa potomci gospoda Gregoriča
še danes delni, torej spadajo med manjše delničarje in so. Tudi jaz sem bil eden izmed tistih, ki ima 0,7% lastništva, ampak to ni zanemarljivo, zaradi tega, ker malih delničarjev nas je v Grand Hotelu Union 700 in to ljudje, ki pravzaprav držijo tam delnice iz nekih finančno iracionalnih razlogov. Iz čisto nekega odnosa do hotela, do institucije, do zgradbe, do, če hočete, Ljubljane kot taki, ker to zaznamuje družabno in družbeno življenje Ljubljane, razumete, naslednje leto bo 110 let. 110 let delovanja enega hotela, to v svetu ni mnogo takih institucij. Če mimogrede pridem nazaj bolj na lastništvo, še omenim recimo Slanikovo pojedino. Naslednje leto je 90. po vrsti Slanikova pojedina in koliko smo lahko raziskovali preko naših kolegov skozi mednarodne hotelske verige, ali se obstaja, kjer kakršnakoli taka kulinarična prireditev, ki bi trajala 90 let, nismo dobili nobene potrditve. To mirno lahko rečemo, to verjetno na najstarejših kulinaričnih prireditev na svetu. So nekatere kulinarične zgodbe, ki so se začele prej, pa potem prenehale, nekatere so se začele kasneje, pa jih ni več in tako naprej, nekatere vse, ampak 90 let nismo mogli najti. Pa smo iskali tako tudi po Hilton Hotels in tako naprej, ker smo imamo prijateljske zveze Intercontinental, ker imajo dobesedno planetarni hoteli, ali poznajo kakšno tako ali primerljivo zgodbo in nismo dobili do pravega odgovora. Torej, ne. Torej, to je nekaj posebnega in zaradi tega bi človek pričakoval, da narod tudi za takimi posebnimi spomeniki, to je pač arhitekturni spomenik, prav na poseben način ravna. Tukaj pa nimamo take velike sreče. Prvi del lastninjenja je bil izjemen. So imeli veliko število lastnikov, tudi institucionalnih velikih lastnikov, ne samo majhnih. In ta nadzorni svet, ki se je postavil, mislim, leta 1994 ali začetku 1995, se ne spomnim točno, je podprl in odobril financiranje obnove bivšega Holiday Inna, tega hotela, ki je bil kasneje zgrajen, potem kompletnega starega Grand Hotela Union, ravno tako po načrtih Vancaša iz arhiva, potem še nakup dvorane. Skratka, največji razvoj je ta hotel doživel v času tega nadzornega sveta, ki ga je vodila gospa Ada Gorjup in ga je vodila tako, kakor nadzorni sveti morajo nadzirati podjetje. To pomeni vedno izključno v korist podjetja, ne v korist lastnika. Čeprav se bo to zdelo komu čudno, ampak delniška družba, nadzorni svet delniške družbe mora delati v korist podjetja, ne v korist posameznega lastnika. Lahko bi rekli, da je pravzaprav tukaj ena nelogičnost, kajti interes lastnika bi moral biti seveda tudi identičen interesu firme. Mi vemo, da zdaleč ni tako. Da so lahko interesi lastnika popolnoma nasprotni od interesov podjetja. Podjetje samo kot tako pač ne more imeti interesa. Tukaj drži, da je tudi interes lahko zaposlenih ali pa seveda interes vseh ostalih, ki živijo ob in z takim objektom, kot je recimo Grand Hotel Union. Kasneje se pa seveda to lastništvo koncentrira in jaz sem vedel, da se bo to zgodilo in sem poskušal najti en relativno varen pristan. To pomeni koncentrira, da bo vedno manj lastnikov, in da bo se to koncentriralo v rokah manjših lastnikov, oziroma večjih lastnikov, ampak v manjših številu. No in pa se je pa zgodilo tako, da sem malo razmišljal, kje bi bil lahko en tak pristan. Gospod Igor Bavčar se mi ni zdel primeren v nobenem primeru, tega poznam že dolga leta še iz Tribune, študentskega časopisa. In tudi njegove kasnejše poteze mi niso bile razumljivo, prodaja bencinskih črpalk, recimo ÖMV, avstrijski firmi, se mi je zdela tako rekoč že skoraj narodno izdajstvo. Potem sem gledal malo okrog še, kaj se dogaja pri drugih teh velikih
lastnikih in da nacionalna finančna družba mi tudi ne bo pravzaprav najbolj ustrezala. Skratka, nekako se mi je vse skoncentriralo potem na današnji ACH, takrat je bil še Autokomerc, na gospoda Rigelnika. On je bil že enkrat pred tem pri meni, da bi se pogovarjali o tem, da začnemo sodelovati oziroma da postaje ACH lastnik hotela Union, vendar okoliščine takrat niso bile take, ker lastniki takrat niso želeli še prodajati. No, kasneje se je pa ta zadeva speljala tako, da je večinski lastnik postal ACH in to na način, da sva imela na Baragovi 5 z gospodom Rigelnikom sestanek na to temo. Jaz sem mu razložil svoje poglede na Grand Hotel Union in na razvoj tega hotela, predvsem pa na internacionalizacijo hotela, se pravi, da hotel postane mednarodna družba, da posežemo na teritorij bivše Jugoslavije, da imamo trdno jedro v Grand Hotelu Union, da širimo hotelsko mrežo po republikah bivše Jugoslavije in z enim stavkom rekel sem, Herman, če mi ne bomo kupovali Balkana, bo Balkan kupoval nas. Tam smo prišli. Ampak potem mi je pravzaprav ni odgovoril na vprašanje, to je pa tudi zelo filmsko, če hočete, zelo tako hollywoodsko. No? Je rekel, pejdi z mano, ti bom nekaj pokazal in greva tam v eno pisarno, kjer je visela slika, to je bil Strojeva Sisi, ki zdaj visi v kavarni, ne? In nisem vedel, da je bila tukaj v Ljubljani in da je bila tukaj portretirana in pravi, portret je bil v privatni lasti, Avstrijci so za njega zvedli in želeli odkupiti in postaviti zahtevo Republiki Slovenije, oziroma Ministrstvo za kulturo, da dovoli izvoz te slike na Dunaj. Prav jaz sem za to zvedel in sem rekel, naj stane kolikor hoče, ta slika bo ostala pri nas. Ali sem ti govoril na tvoje vprašanje? Sem rekel, Herman, hvala, si. Gremo dalje. In na začetku je res kazalo, da bo to tako šlo. Ne? Potem pride pa seveda zgodbe, ki vsi dobro poznamo, o nerazsodni, brutalni tajkunizaciji, izčrpavanju podjetij. V internacionalizaciji ni bilo nobenega govora. ACH se zadolži za 200 milijonov evrov. Samo Makedonija, turist, se pravi, za hoteli v Skopju in Ohridu, bi bili takrat dosegljivi, prva cena je bila 24 milijonov evrov, se pravi, jaz nekako krat manj od tega, kar je bilo zadolženo šlo v zrak. Pa še po pogajanjih, jaz mislim, da bi tam med 19 in 20 milijonov evrov lahko kupili in če bi kupili Makedonijo turist, bi držali v rokah eno najpomembnejših gospodarskih panog Makedonije. Se zavedate vi, kaj to pomeni? Ne? Kaj pomeni to za stabilnost države? Kaj to pomeni za to, da vi lahko imate besedo na nekem drugem teritoriju? Čeprav sem vedno bil zoper to oholost in nadutost, s katero smo Slovenci hodili na Balkan. Ne? Tam niso bedaki, tam so ljudi, ki obvladajo svoj posel, tam so entuzijastični, pošteni ljudi, poleg vseh ostalih, kakor tudi pri nas. Ne? Ampak, če prijete k njim odprti za dobrim poslom, potem tudi na take ljudi naletite in lahko marsikaj storite. Predvsem pa bi ekonomsko, gospodarsko pravzaprav lahko naredili en tak mini balkanski imperij. Pogovarjali smo se o 2 hotelih v Beogradu in to Moskva in Balkan. Eden nasproti drugega, srce Beograda, Terazije, Knez Mihajlova, razumete, ne? Za sindikat je bilo že dogovorjeno, ne? In potem mi pravi še beograjski sindikat, ajde Bogdane, ako ste nam napravili politiko, napravite nam jih hotele. Kaj je to mislil? Ribnikari, družina Ribnikar je ustanovila časopis Politiko, ne? In to je ta gospod zelo dobro vedel. Tudi ta stvar je padla v vodo. 200 milijonov evrov je poniknilo na Cipru, na offshore tehle firmah s poštnimi nabiralniki in tako naprej. Medtem, ko se je začelo zavračanje teh kreditov, pa seveda izčrpavati podjetja. In to seveda žal na legalen način, kajti popolnoma perverzni in moralno izprijeni pravni umi, moraš inteligentni ljudje, so spisali zakonodajo, kjer je ta rop legaliziran. Jaz bi se zahvalila za današnji dan, toliko smo zvedeli o zgodovini v našem prostoru na Secesijski cesti. In hkrati bi se rada zahvalila tudi na odbor,
ki ima tako krasno zbiro filmov. Tudi to srečanja so nekaj posebnega. Res, sem redna obiskovalka in zelo vesela, da se to dogaja in želim, da to traja. Hvala, se bom zahvala v imenu kina. Sem vesela, da imate radi te filme in da, kako bi rekla, tudi kadar gremo v kakšne take bolj tvegane izbire, da sledite temu in da ne zamerite, da kakšen film včasih malo tvegano uvrstimo, ampak mislim, da je vedno možnost pač nekega, vedno mislim na to možnost pogovora po filmu, da nam da to upraviči vsako izbiro. Ja, hvala lepa, gospod Lipovšek. Hvala vam za potrpljenje in za vabilo. Nismo vešči, ker nimamo radi filmi in smo dosti naivni v tem problemu. In tako je tudi prav. Hvala vam. Hvala lepa.